Video se prične z logotipom Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, nato se pojavi logotip Zavoda za zagotavljanje dostopnosti Dostop, kateremu sledi naslov Talni taktilni vodilni sistem. Prvi kadri prikazujejo območja v Ljubljani, ki so še posebej nevarna za slepe in slabovidne pešce, kot na primer neprimerno označena večja križišča in prometnejše ceste. Govori Andreja Albrecht, krajinska arhitektka. Talni taktilni vodilni sistem je sistem talnih oznak, ki omogoča slepim in slabovidnim varno pot po mestu. Talne oznake samo dopolnjujejo obstoječe robove, ki jih slepi sicer uporabljajo za orientacijo. Govori Tomaž Vraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Talni taktilni vodilni sistem je nekaj, kar bi moralo obstajati v vseh urbanih okoljih zaradi tega, ker slepim in slabovidnim ljudem omogoča bistveno bolj neodvisno vključevanje v družbo in gibanje po mestu. Videčim pa talni taktilni vodilni sistem sporoča, da smo med njimi tudi ljudje s hudimi in najhujšimi okvarami vida, ki potrebujemo določene prilagoditve za to, da lahko kolikor toliko neodvisno živimo med njimi in da lahko tudi koristimo družbi. Osnovni gradniki talnega taktilnega vodilnega sistema so čepaste in rebraste plošče. Rebraste plošče slepega pešca vodijo, usmerjajo in preusmerjajo. Vodijo ga tako, da so postavljene v smeri hoje v obliki vodilnih linij, ki jim lahko s palico sledi. Usmerjajo ga tako, da s palico zazna smer reber, ki mu povedo, v katero smer naj nadaljuje pot. Preusmerjajo ga pa tako, da so postavljene prečno na pot in mu povedo, naj v tej smeri ne nadaljuje poti, ampak se usmeri na drugi rob. Čepaste plošče pa se pojavijo povsod tam, kjer je potrebna večja koncentracija. Obveščajo na primer o tem, da je pešec prišel do vhoda v stavbo. Druga njihova funkcija je ta, da opozarjajo na spremembo smeri ali opozarjajo na rob ceste in podobno. Govori krajinska arhitektka dr. Andreja Zapušek-Černe. Talni taktilni vodilni sistem oziroma tako imenovani načrt varnih poti je smiselno načrtovati na strateški ravni, torej na ravni celotnega mesta. Pri tem je smiselno opredeliti, katere so tiste pomembne javne ustanove, pa tudi pomembnejša javna območja, do katerih bomo omogočili vodenje oseb z okvaro vida. Vsa ta območja in javne ustanove je smiselno vpeti v sistem javnega potniškega prometa, kajti vse taktilne poti morajo imeti svoj začetek in svoj konec. Govori Marko Mikulin. Ključne prednosti tega sistema za mene kot slepega z nekaj ostanka vida je, da omogoča varno pot do ključnih mest. Govori Jožef Gregorc. Če bi lahko izbiral, na kateri poti naj bo položen TTVS, je ena izmed lokacij na vrhu seznama prav gotovo glavna avtobusna postaja v Ljubljani in sicer pot do zvočnega semaforja. Govori Polona Car. Osebno se po mestu orientiram tako, da si pomagam s kontrasti, ki jih lahko opazim v grajenem okolju. Z tega vidika TTVS omogoča tudi tistim, ki imamo nekaj ostanka vida, zelo dobro orientacijo, se nam kontrast omogoča, da se izognemo nevarnim oviram, kot so rampe, količki v višini kolen in podobno. Logotip Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Logotip Zavoda Dostop. Konec videa.